Dober večer. Javno življenje se zaradi spopada politike proti naravi bliža kaosu. Koliko časa ste v zadnjem tednu izgubili s čakanjem pred trgovino, lekarno ali pošto? Do naše medijske hiše so pricurljale novice, da se vedno daljše vrste tvorijo tudi pred trgovino Rifuzel. Iz Šiške se oglaša naša novinarka Nives s terena. Pestro dogajanje v Šiški. Ura je 10:30, smo pred trgovino Rifuzel, kjer se že nekaj sobot zapored med 12 in 1 uro tvori dolga čakalna vrsta za vstop v trgovino. Pa bom vprašala nekaj čakajočih, ki so zelo potrpežljivi, kaj si mislijo o tem. Malo se raztegujem, že ene pol ure, 1 uro čakam klele pred Rifuzlom, pa ne kaže, da bomo kaj malo noter prišli, ker je zguža danes. Meni so pa iskreno včasih čakalne vrste kar všeč, ker ob kakšnem busy dnevu je to izgovor, da sem pri miru in ne razmišljam. Je pač treba počakati, ne? Ni tako hudo, kakor pred pošto, to pa lahko rečem. Pač dokler smo na zraku, še kar gre, no. Za Rifuzel se mi splača čakati, ne. Dej ne laž se, zakaj čakaš tukaj? Zato, ker mi je Primož rekel, ne pride. Nič sobota je, pa smo predolgo spali, pa je pa vrsta. Stvar je čisto enostavna. Nobene teorije zarote ni, če mene vprašate. Ma dej, danes zjutraj sem hotel prijeti po zobno ščetko, ker mi je pač pes zgridil zobno ščetko zjutraj. In prijem sem in zdaj moram čakati, nisem si umil zob že od 8 zjutraj, ko sem vstal in zdaj pač stojim pol ure in ne čakam na to zobno ščetko ali kaj. I don't know, it's kind of annoying because I have to stay, 15-20 minutes in the line and it's freezing outside and I really don't understand why you cannot extend the opening hours maybe. I don't know, that might be one solution, but it's annoying to wait, of course. Toliko iz dogajanja pred Rifuzlom, vračam besedo v studio. Hvala, Nives. Za razlago o nastali situaciji in kako bodo ukrepali, smo se obrnili na upravo Rifuzla. Z nami je gospod Primož. Primož, pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za vabilo. Videli smo, kaj se dogaja pred trgovino Rifuzel v Šiški. Kako bi komentirali dogajanje? Ja, čakalne vrste za vstop v trgovino se zavedamo in v upravnem odboru smo sprejeli nekaj odločitev, da do tega ne bi več prihajalo. Poglejte, ta graf obiskanosti trgovine je pripravil naš oddelek za poslovno inteligenco in analitiko. Iz njega se vidi, da se čakalne vrste pojavijo le zadnjo uro, ko je Rifuzel odprt. Še posebej je ta skok viden v soboto po 12. Strankam zato predlagamo, da v Rifuzel pridejo prej, ne zadnjo uro, ker v dopoldanskem času vrst ni. Tudi ob sobotah ne. Slišali smo mnenje čakajočega, da bi podaljšali delovni čas. Kaj menite o tem predlogu? Menimo, da podaljšan delovni čas ne bi ničesar izboljšal, saj bi problem čakanja le prestavili na kasnejšo uro. Kot drugo pa so nam pomembni tudi zaposleni. Naše prodajalke si zaslužijo, da lahko normalno zaključijo z delom takrat, ko je predviden čas zaprtja trgovine. Skrb do zaposlenih nam je v Rifuzlu pomembnejša od dobička, zato bomo odslej naprej zapirali ob uri. Strankam zato še toliko bolj priporočam, da se odpravijo v trgovino prej, da jim ne bomo zaprli vrata pred nosom. Gospod Primož, hvala za vaš čas. Hvala tudi vam. Tako, to pa je za danes tudi vse. Kot ste slišali, če se odpravite po nakup svojo embalažo pravočasno, ne bo hude krvi, pa še čakati vam ne bo treba. Lahko noč. Evo, it's a wrap. To je to? Ne rabimo še 10-krat? Ne! Okay.